Ena, dva, test, 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 ena, dva, se čujemo. Živijo, dober dan. Evo, imam lep mikrofonček, ne? Čas sem bil tonc, pa to je bila to najboljša majčka na koncertih. Niso vedeli, kdo je pred mikrofonom, pa ali je mikrofon ali ga ni. Ej, bojevniška družba in družba vseh ostalih, ki še niste te pravi bojevniki, živijo. Jaz upam, da zaznavate brzino dogajanja, ki se dogaja okrog nas. A? Jaz sem vam razlagal, da je ta elita smrdljiva postavila v kamen uklesala, da nas želi sem pol milijarde. Se spomnite. Če ne, sem vam povedal zdaj že, ne vem, petič. Zdaj pa ta stvar, ne, ta spomenik, kjer je bilo to uklesano, ne, je včeraj dobil eno batino, dup, in se je prevrnila ena plošča. In svet je naredil, mislim, tisti, ki spremljamo, itak pol sveta, sploh ne ve, da kamen je, pa kaj gor piše, boli jih briga. Oni so v bubreku v loju ali pa so del tega kluba, ki je to uklesal, a ne. Vse se razumemo. Delajo pač s sistemom, izvajajo genocid. No in mi smo, tu se pride novica naokrog, zjutraj je že nova, in zdaj Stonehenge, ne, bi rekla ovce, da je tu Stonehenge, je prevrnen. Gre za spomenik v Georgiji, ki je bil postavljen, noben ne ve kdaj, leta 80, in ne vejo, kdo ga je postavil. Ne vemo. Ja pa vemo, genocidniki, elita, reptili, kabala, kako ćemo jim še reči, drhal, skratka. Tisti, ki so si zamislili biti lastniki planeta in nas, Slovane, razturiti. Vse proti Slovanom so tudi virus našraufali, ne? Antraks, pa kolero, pa jaz ne vem, kaj so še imeli v Ukrajini. Hvala Putinu, da je razbil, kar morajo razbiti. No in evo, zdaj smo ugotovili, da bo treba razbiti marsikaj. Jaz sem zadnjič rekel, da bo treba razbiti znano. Vse v vaših glavah, kar veste, bo treba... In zdaj boste rekli, Turšič je spet ubrisan, ne? Ne, pa nisem. Dejstvo je, da medicina izgublja na zaupanju, na tem, da medicina je, ker medicina ni za ljudi, to morate vi skontati. Da šolstvo je indoktrinacija, a ne izobraževanje, ker vam ni nikoli noben povedal, kaj so ti lovilci sanj, pa kaj je duhovni napredek, pa kako se vzgoji solato in kako se dobi seme iz zela in tako naprej. Tega niso nikoli nobenega naučili, zato da ne bi človek hrane znal pridelovati. No zdaj pa probajo ti genocidniki še tako reči, da ne smete pridelovati, ne, solatke. Zdaj se je podražila, odkar je v Ukrajini kriza, ne, se pa seveda solata ful dražja raste zdaj po ta novem. Ne, kakšne banane, še folk še ne vidi, ne, zato ker ima preveč dinarčkov, ne, preveč. Ampak nič hudega, saj bomo en dan vsi na istem, kar se denarnice tiče. 0,0. Vsem, pa bomo pa videli, kaj je ostalo od ljudi. Kakšna morala, kakšna etika, kakšna srčnost, kakšna dobra dejanja, kakšna modrost, kakšna, ne vem kaj, so vsi delali svinjarije. Ne, sej vsi ne. Pa eni tudi eni res niso vedeli, kaj delajo. Eni pa so, ne eni, mnogo njih. In zdaj s verjamem, tam res težko postaja. Pa zdaj se že kar ponavljam. Ne morem pomagati. Enostavno rad bi opozoril ljudi, da prihajamo do točke, ker se bo po polovici, včeraj sem imel video ovce, ne, ampak res velike večini ljudi se bo zablentavilo. In tam pričakujemo, da bo ta ekipa bojevnikov, ki se pač zdaj formira, oziroma ki se ljudje prebujajo zdaj v tem času, da bodo do tistega momenta, ko bo denar vreden nič, da bodo takrat že toliko zbildani, da bodo mirno prestali in počakali in ujeli te padajoče dušice, ki poškodovane, jaz ne vem kaj. Skratka, vsem polagam na srce, ki se ukvarjate s tem, da širite resnico, kar dejte jo, še bolj ne se držati nazaj. Jaz imam ena znanja, ene informacije, ker so mene ene stvari veselile, vi imate neke druge, mi je všeč, ker spremljam, jaz tudi vse, kar tle predajam skozi, tudi dostikrat povzemam te zapise ljudi, ki že naredijo en skupek, bom rekel, en ograbek informacij. Jaz sem včasih pregoltel ful vsega, zdaj pa enostavno ne utegnem
preveč je materijala, preveč je resnice, ki prihaja na plano in zdaj vse to preštudirati je res groza. Zato moramo vsak svoje področje nekje obvladati. Jaz sem glih včeraj sam sebi rekel, jaz bom naredil ograbek ograbkov. To, da grejo v tej obliki ven. Opazil sem, da ogromno ljudi v Sloveniji ipak ne zna angleško. Opazil sem, da prevelika večina ljudi v Sloveniji noče brati kaj več kot 5 vrstic, pa še te mora biti v slovenščini, pa še to moraš še ČŽ-je dati, ker če ne so občutljivi. Skratka, na Facebooku tudi na dnevni bazi objavljam, kar najdem, tako da tudi tam me najdete, sej link se nekaj nahaja tle vmes, če ne tam je pod vizitko, kam že tam kanal. Drugače pa kar isto ime pa priimku pišeš v YouTube, pa sem tam tudi, v Facebooka ne se sekirati, nisem se nikoli za ničemer skrival in se tudi zdaj ne nimam nobenih avatarjev, ne, tako da to, zdaj da grem jaz ničko na te novičke. V Georgiji ta spomenik je padel, ne. Še en podatek sem pozabil dodati, da je bil ta spomenik oddaljen točno 666 milj od White Housea, ne, torej šestica, ne, imamo šestica, prva, pa druga, pa tretja, pa šestica, pa je nič, pa to so pa njihovi simboli satanistični, jasno, jasno, no, to je bilo vse njihova neka fora, na pol vidim, ne čujem, ne vidim, ne pričam, ne čujem. Zapomnite si, da smo živimo še zmešani skupaj resnicoljubi in ljudje, na drugi strani satanistično usmerjeni narcisi z motnjami v glavi, ki so v bistvu invalidi, nepopravljivi, vodeni od strani zla, žal prodani, poškodovani, vse sort bomo še zvedeli. Skratka, mi smo živeli skupaj, en med drugim, s tem, da smo mislili, da smo vsi glih, pa nismo. Da dodam še temu, nismo vsi glih na tej zemlji, ne hodimo samo ljudje, ne, kar dajmo se sprijazniti s tem. Sem že parkrat nametal, ampak previdno, jaz ne bom rekel, da so vesoljci med nami, daleč od tega, sem večkrat omenil entitete, da so tudi med nami in energije, in angele varuhe vi imate okrog sebe vsi, sam jih ne morete slišati, ker je treba iti čez par stvari, pa je ipak treba iti, najprej treba iti iskren do sebe, pošten do sebe, pa do drugih, pa neko to ljubezen širšo razumeti, kakor ljubezen do partnerja ali pa ljubezen do svoje vrtničke, vse ostale pa lahko posušijo se. Tako, no, love is all you need, all you need is love, ko sem glih tle. Ljubezen vas bo popeljala na višje ravni razumevanja, da vam razkrije angelski svet. Vmes so pa varovalke, da ne bi slučajno temne sile šle čez. Pa saj čisto simpel varovalka, narcis ne ljubi ničesar. Ne more on v angelski svet, mar ne? Tisti z dušo in srcem pa imamo ljubezen in izkušnjo ljubezni in samo prek ljubezni se dajte čez. Jasno? Jasno. A je težko? Ne. Simpel, kako še bolj ke pasulj. Ok, prva novica je bila Georgia, druga je zdaj Velika Britanija. 35 članov parlamenta je reklo, mislim, ne gremo več, Johnson je rekel, tudi meni se zdi, da jaz se tudi zdaj ne grem več, se mi zdi, da nekaj ni v redu. A boga ti, Johnson, se ti zdi? Tak hodiš po svetu. In ti si predsednik vlade Velike Britanije, velike okupatorice celega sveta. In on je še celo rekel, da bi se pa še s kraljico srečal. Pa kraljica ni več, pa to vi veste že. Moj video je imel drugi največ ogledov, ima Elizard Beta, pa papež, kje pa sta. To je en izmed mojih videov, se že en mesec star. Pa betke ni že čas, no. Betke pa papata, papec. Ni več, 2017, pa 2018, pa 2019 so vse te drhalnike že vse pošpagirali, ne, mislim so si špago izbrali. Noč se bat, vse kar je, to je CGI, kompjuterska grafična, kaj že, interfejs, pa igravci, ne, imamo igravce, igralke, pa kompjuterske simulacije teh ljudi, tako da ne verjeti, če vam reče, da gre Johnson s kraljico se rokovati, ker ni ne kraljice, pa še Johnson je po mojem glumac, pa že tako se je norca delal iz čisto vsega, ne, ampak sej je prav.
Velika Britanija je le kolonialistična država in je imela ipak pod kontrolo, bomo rekli, večje dele sveta, ne, tudi zgodovinsko, saj ne rabimo biti zdaj ful brihtni, ne, zato so pa imeli toliko zlata, ker so ga nakradali iz celega sveta, valjda. Pa zdaj so bili pa še te glavni nekako križišče do trgovina med Kitajsko pa Evropo, je ipak Anglija pa Nizozemska sta najbolj skupaj. No, skratka, Velika Britanija je nam že fliknil drop, kapljico, da Velika Britanija je prva, Izrael pa ta zadnji, vmes pa domi ne padejo. Zdaj je vprašanje, koliko časa bomo rabili, ker zdaj morajo naši zdaj tudi pogruntati, ne, ostale vlade sveta, da če pa Velika Britanija izstopila iz Evropske unije, pa navija, da se Ukrajina priključi v Evropsko unijo, pa še NATO, a ne, da neki ni zdaj tle s to politiko nič navalja, ne, da so neke velike mahinacije zadaj. In če Velika Britanija kot največja kolonialistka svetovna pade, bo najverjetneje hmalo prišla tudi Nemčija na vrsto. Nemčija pa že je padel, kaj že, sem eno dobro našel sekundico, da ne bom jaz čist preveč na pamet govoril. Evo, v Germany, jaz sem si televizijo dal glih zaradi tega, da vam bom te stvari pokazal, ampak mogoče boste videli graf. Ja, tlele na začetku imamo leto 90, tole imamo pa zdajle. Ja, se pravi, od leta 90 pa do zdaj je Nemčija na istem letu, kot je bila, koliko 30 let nazaj. Duf! Mesečni promet, ne dela Nemčija. Nekaj ne valja, jaz ne vem, a vi to verjamete ali ne? Ne, to ni res. Vsi lažejo, Turšič ti tudi. Vse je v redu, vse je kul. Do zdaj sem še vse prav napovedal, ne, nič ne napovedujem. Imam nek dostop do informacij z nekimi ljudmi, ki so kompetentni, no kaj se vem. Če je človek sipnil ven 50 člankov, pa sem jih preveril, najbrž je tudi 62 kar v redu, ne. Zato, ker smo zaupanja vredni ljudje, ki smo se v to spustili in to, kar počnemo, ne počnemo za nobeno slavo, uspeh ali pa finančno izboljšavo, ampak počnemo zaradi tega, da bi ljudem pomagali odprti učke. Evo, želim, da vsak, ki ima dušo in srce, se potrudi po svojih najboljših močeh. To sem tudi že izpostavil. Skratka, Velika Britanija down, Georgia down, Nemčija down. Kaj pa Nizozemska? Traktoristi so začeli z greznico pa z gnojem polivati vse, kar imajo politiki, ker so jim na tak način jim probajo pokazati, da so drekači smrdljivi, a ne? Kaj da bi isti jezik govorili, a? Sem jaz rekel, da so drekači in da smrdijo. Evo, pa kmetje so zdaj malo pojačali. Zaprli so dostope do dostavne centre, avtoceste so zaprli, ne pustijo nobenega več, zdaj probati neki policija to preganjati, ampak se nadajo, nizozemski kmetje so kupili tank in so pripeljali tank za barikado, ne. Sicer nek star, ampak imamo, ker nimam ljudi v kuhinji, se pa zvočnik z mano pogovarja. Ne vem, če ste slišali. In oni so zablokirali stvari, ne, in Nizozemska je tudi kar država, taka tradable, ne, pridejo ladje v Nizozemsko in raztovorijo stvari, da pridejo k nam v Evropo, in Nizozemska je res kar ena velika, pa seveda tudi kabala je tam kar precej razvita, sej pa kdo pa ima pod kontrolo surovine, pa hrano, pa material, ki se trguje. Kaj? A jaz? A misliš, da jaz lahko imam kakšen kontejner? Ja ne, ker nisem član kluba kabale. Ne, valjda, da ne. No, skratka, Nizozemska je zelo, zelo, zelo osrana, kar se tiče kabale, tam je kar precej svinarije, tudi te kraljice Nizozemske in tako, ne bom se kaj not spuščal, ker ne poznam dovolj. Ampak traktoristom, kmetom se je pridružila tudi ekipa ribičev. Oni so zablokirali pa pristanišča. Ne, se pravi, ljudje se združujejo. Zdaj, če to pretopimo v naš prostor, ne, slovenski kmetje bodo kdaj zablokirali? Kdaj bodo slovenski kmetje stopili v eno tako obliko, kot so znoreli na Nizozemskem? Dokler bodo dobivali subvencije od kabale? Ne. Torej moramo počakati, kdaj je njihov izplačilni dan in ko ne bo, pa še en teden bodo počakali, pa bo pa čez 3 tedne bodo pa rekli, alo, mi pa nismo dobili subvencije, ker smo travo kosili.
ne? Pa nismo dobili subvencije za nafto, pa zdaj izgleda, da moram še cel kredit za traktor plačati. Mamico jim ga. No, tam bodo pa tudi naši skočili. Dokler so pa bubreki v loju, ne, ker imajo očitno dovolj tega podpore iz države, pa se ne moreš ugrizniti roke, ki te hrani. Ne. Pač s to logiko oni... Pa ne me narobe razumeti, jaz sem za slovenskega kmeta, dajte me razumeti bolj, kot mogoče kdorkoli drug. Jaz podpiram kmeta, da ne bo pomote. Tako da mu jim piks ne poberem iz njive, da jih ne zmele s tisto svojo hitro kosilnico v 1000 žiletk, ki jih bo zavil v balo, a ne. In tudi kupujem pri kmetu in brez računa, ne, tudi, da ne bo pomote. Ampak nisem mogel razumeti, zakaj se kmet ne upre. Ja, seveda ne, ne. Še enkrat, mislim, bomo mogli počakati, da pride dovolj kriza, ne. Zdaj v bistvu nafta je že dražja, elektrika je že dražja, kaj še ni dražje, vse je dražje, ne. Tako da, pa še bo, dokler ne bo folk v kontu, da, pa čakaj, kdo nas tera? Satan? Ja, no se tu ta lepo se upada že včeraj. Moram biti hiter, 15 minut, pa jaz sem pa tle, sem prišel do točke, čakaj, 1, 2, 3, ok, čakaj, 3 je pa tle Nizozemska, ok, 4. Da mi živimo med drhaljo, da se odvijata dva svetova, nam je svet teme pokazal takole, in mi tega nismo videli, ker nismo bili pozorni. Oni so nam dali subliminarna sporočila skozi video vsebine, skozi filme, skozi kompletni Hollywood in vse ostale možne medije, ki ste jih dobili v Betino, smo jih dobili v Buče. Tako da mogoče ne bi bilo slabo, če bi vam prepopal od spodaj filmček, kako to zgleda. Bom napisal film, ker jaz bom pozabil vam dati, vse sort vam obljubim, pa pozabim. Skratka, subliminarna sporočila so nam dali, kdo vse rula ta svet. Zakaj so to delali? Zaradi tega, da so svoje pripadnike dobili v svoj klub in so rekli, poglej si ta film. In so stisnili pauzo, a vidiš, kaj je tle noter. Kaj piše? 666, a ne? A je Baphomet tole? A je tole Illuminati? Kdo vodi svet? Mi. In zdaj ti veš, kaj sem ti pokazal. Kaj pa ljudje? Pa ne, so pa ovce. Pa pokažemo jim, pa ne vidijo. Ne? Torej, kdo vodi svet? Satan. In tako je Satan dobival svoje pripadnike. Zdaj ta, ki je ujel to, pa je rekel, pa si res, lepo, res, ne? Ja, valjda, dok ti en s prstom ne pokaže, ti ne veš. Jaz sem tudi v svojem videu fokus od zadaj to probal razložiti, ne, ker človek ti pokaže stvar, šele pol vidiš, dok ti pa en ne pokaže, pa ti ne veš. Tako da mi smo res, so nam kazali stvari, ki so jih želeli, da jih vidimo. Oni so rekli, želimo, da vidimo, ljudje vidijo, da smo mi sveta vladar, ne, torej in Johnson in kraljica in papež vatikanski in vsi predsedniki in še Biden in še kdo, ne. In torej mi tako mora biti, ne. In zato vsak dan po poročilih isto žgejo, ista jajca. Alright, to smo subliminarno, da smo vse, so nam pokazali in povedali. Mi pa nismo tega videli. Ok, to je točka 4. Zdaj pa gremo na točko številka 5, kjer pa se že dotikamo mask. Spet, ne. Maske so bile neustavne, ne. Je reklo sodišče, ne moreš nobenega pogojevati s tem, nimajo izoliranega virusa, če nimajo virusa, ne morejo dokazati, da se širi kapljično. V isti sapi pa pravijo, dajte maske gor. Sploh, če greste na fuzbal tekmo, ker zdaj pa ni več ne Ministrstvo za zdravje, ta stroka kao zraven navidezno prodana, niti vlade, niti sodišča, ampak zdaj je pa kar UEFA rekla, maske gor. A vi razumete? Da je Čeferin, ki je v bistvu vodja UEFA, rekel, mandatiram maska na stadionih. Gut, ne? Moramo se šteti, da UEFA ne more postaviti tega pravilnika. Halo, lahko reče pravilniku na naše stadione ne boste nesli, ne vem, steklenice. Ampak masko pa ne more noben guziti nobeno na ušesa. Zdaj, ljudje bodo šli, ker želijo fuzbal, bodo rekli, kurc gam pa z masko gledal. Pa ne grejo, ne, sem normalni, bodo rekli, veš kaj, ta fuzbal je zgleda, vse skupaj ena velika na tega, ne, to je show business.
Wow, bravo, ja, šov biznis, kruha in iger, pa bo. Iger, kolikor češ, Ronaldinho tu 36 milijonov, ne, kar je res ful pomemben člen te družbe naše, si res zasluži, a ne. Dajmo tudi tako malo gledati, da ni Ronaldinho najbolj pomemben član te družbe, a je prav. To so kmetje, to so vodovodarji, to so ljudje, ki se ukvarjajo s stvarmi, ki jih ljudje rabimo, pa naj si bodo električari, naj si bodo obrtniki vseh vrst. In krovci, in zidarji, in mizarji, in to je tisto, to so vredni poklici. Na drugi strani mislici, pa umetniki, pa pesniki, ki odpirajo zdaj te svetove sanj, a ne. To so vredni ljudje, ne pa Ronaldinho, pa Kaka, pa jaz ne vem še kateri teniški mojster. A veste, to so pralnice denarja in so stavnice in pralnice. In si izplačujejo kokrčijo, kamrčijo. In vse to je legalno, a ne. Ja. Ja pa je, vse je legal, kar oni počnejo, vse je legalno. Če pa jaz kaj naredim, pa ni več v redu. Saj sem že rekel, če bi bil 2000 let nazaj, bi bil zdajle zabit, če bi bil pa 100 let nazaj, bi pa že gorel. Ker pa ne eno na drugo, naj vam pa to bo dokaz, da elita več nima moči nad nikomer in ničemer. Jasno? Jasno. Slovenija je zbrala, tudi jaz UEFA sem zdajle zaključil, na točki 6 pravim, da je bilo zbranih 12 000 podpisov za vlogo referenduma, ne? Da sem prav se izrazil, če sem neko interpelacijo omenil. Vseeno, zbrati je bilo treba 2500 podpisov, da se kako že pa lahko vloži referendum. Torej 12 000 podpisov smo zbrali, to je krat 5, ne? Tam nauči. Bravo, torej se ljudje lahko zedinimo. Naj bo tudi ta podatek, da se da v enem tednu 12 000 ljudi zbrati in njihove podpise, naše podpise vložiti. 40 000 jih moramo, torej sem še 4-krat več, kar smo do zdaj naredili v enem tednu, jaz mislim, da lahko naredimo v 10 dneh 40 000, če se le angažiramo. Da pa se. In jaz ne dvomim, da bomo vložili to papirologijo, sem pa trdno prepričan, da jo ne bomo niti rabili. Je prav? Power to the people. Ljudje dobivamo power vsak preseb in zagon in jajca in suvereno držo zaradi tega, ker dobivamo podporo od odzgoraj, zaradi tega, ker imamo zemlja drugače vibrira, zaradi tega, ker imamo in galaktike in jaz ne bom se spustil, ker boste rekli, to je tudi too much, ne, ampak napovedane so stvari, sej, ne vem, majevski koledar je bil narisan, pa boste zdaj rekli, sej on je pa tudi od kabale, pa dajmo drugače reči, prišli bomo enkrat do konca časa, zdaj smo tukaj, konec časa je. Kdor ga ne čuti, nič hudega, vsi bomo občutili, nič bat. Vsi, ki še ni nanajo, bodo tudi dobili mičken, ko se temu reče, lekcije, ne? Preko trnja do zvest, preko travme. Tist, ki je doživel največje travme, je najbolj razsvetljen. Ja? Tist, ki pa najbolj bubrek v loju, pa ni razsvetljen, ampak je tumast. Ne? A sem prav rekel? Pa jaz imam vse ljudi rad, da ne bo pomota, sem ljudje se delajo grde stvari. Pa ne moš ga imeti rad, če pa grde stvari dela. Ker ne jih, sem ne v bližini moji. Right. Skratka, mi se bomo, ja. In pa imamo številko 6 pa številko 7. Alright. Veste, jaz hitim zdajle, da bi prišel v nekem normalnem času čez. Slovenija ima Slovenija besedo love. Ljubezen premaga vse in je največja sila vesolja in mi smo Slovenija. Pa ne bo se kot kača njihova, predana, love je love in enija je pa lahko unija, ljubezenska unija. Vse si lahko interpretiram, kakor hočem, ne? In v Sloveniji domuje kar nekaj hudih glavc, hudih ljudi, ki si zaslužijo kar posebna mesta, ker imajo znanja, izkušnje močne. Predvsem na energetskih nivojih. Ti ljudje niso v ospredju, ampak delujejo v ozadju. Ja? Imamo ogromno tudi dobrih športnikov,
Te so mediji vedno izpostavljali, da imamo pa ogromno znanstvenikov in znanega in ljudi, ki se ukvarjajo globoko s stvarmi, tudi izven, bom rekel, teritorija Slovenije, pa so kljub samo Slovenci, delujejo po svetu. In mi imamo teh ljudi ogromno, no teh ni medijski prostor pokrival, Logarca je kot najpametnejša bila, pa kaj je še una pol Kravetina, pa še ta Krekelj, pa še ta Logar, kaj ne morem več, preveč je teh imen, skratka saj veste, vse medijske zvezde korona fašizma, to je bila znanost za slovenski medijski prostor, ja, ostali pa tišina, ne. Zna biti, da ko bo Slovenija predrla ta breakthrough, final, da zna biti Slovenija tudi vodilna v novem svetu. Konec koncev imamo vse, kar imajo veliki, celo več imamo neokrnjene in prečudovite kose dežele. Tujci obožujejo Slovenijo. Včeraj sem spoznal 2 Nizozemki, ki že 3. leto kolesarita po Sloveniji in se ne morete nagledati. Pa ste šle Bled pa Ljubljano, pa tle malo Škocjan, pa jezero naše, pa Sočo so pogledale, pa Postojnsko jamo, ne. Pa sem rekel, bravo, ne, mislim, Ljubljana pa Bled ste najdle pa najbolj top destinacije, ne. Mislim, največ turizma, mislim, dej bejš 7 km stran, pa boš ti videla, kaj je lepo. In sej ste tudi šle, tudi zraven, sej so rekli, kjer je turizem, je še najbolj brez veze. Pa ne, da Bled ni lep, daleč od tega, sam je turističen in turisti so tudi te leta. Ti bom rekel, ti klasični turisti, ne. Tudi energetskih točk imamo v Sloveniji precej in smo nekje v nekem središču Evrope in smo Slovani in baje smo kar center tega. Ne mi zdaj reči, Turšič, ti si butast, govoriš bedarije, jaz sem rekel, boj da, obstaja opcija in jaz sem večni optimist, mistično, misteriozno in bom dodajal, da ja, imamo v Sloveniji potencial, da začnemo novo dobo na tem teritoriju evropskem, pravzaprav Slovenci. Kaj to pomeni? Da boste ni na nano ali da boste rekli, imate vse mogoče pa res, jaz znam pa to in to in to, pa bomo skočili pa špricnili pa odpeljali. Zna biti, zna biti. Nič zdravo zagotovo, vsak mora noter najti integriteto, stoično držo, i ljubavi, i breakthrough, i atomsko energijo in svojo moralno etičnost in srčnost in duhovnost in človeško sodelovanje in božjo lenobo in božjo kreativnost, ne. Sej Bog ni tam, Bog je tle, pa v tebi tudi, pa v Marički tudi. Bog je vse povsod, celo v rastlinah, pa v živalih, pa vsem, kar je živega. Dajmo tudi tako zastopati. Sam Satan je rekel, da je Bog tam, pa da moramo tako delati, moli, rokice skupaj, pa prekrižati se, pa prositi. Prvič v življenju mi je, odkar imam ta svinčnik, mi je prvič v življenju padel na tla. Lahko bi bil tukaj znak, za kaj nehaj pisati. To se ziher se zdaj minca zlomila. Ni se, okej. Takole, sovražnik se je izdal, bom začel takole, da smo v največji vojni do zdaj, jaz tupim že en čas, vsaj 2 leti, pa sem pred tem tudi že nakazoval. Pa folk se ta informacija ne prime, ne? In zdaj v bistvu to kar stiska, čedalje bolj, da bodo ljudje pa le dojeli, pa dobro, nešto ne velja. Wow, bravo, ja, v vojni smo, ja. V kakšni vojni? Sej to? Kdo je pa sovražnik? Ja, ne? Kdo je pa tarča? Ne? Sovražnik je elita, vodena strani elite. Ta elita je bila Satan, Baphomet, reptili, iluminati, vse sorte. To so bile prepovedane besede, če sem jaz tu kam napisal, sem bil tako označen kot neumen. Pač to je reakcija narcisa, a ne, da pač sebe obrani, ker on je ful bolj pameten. Ta elita, v smislu kompletna elita, politika, sodstvo, banka, medicina, šolstvo in vse to je uperjeno proti človeku.
proti lastnim državljanom, proti lastnim bratom in sestram, fizično in duhovno smo bratje in sestre. Ja? In ta elita nas napada, ker bi nas rada zradirala. To pa piše na katerem kamnu? Na unmu, ki je padel včeraj. Ja, se pravi, ne bodo nas, ne? Naj bo to ta message. Ker Q pa White Hati nam pravzaprav točno s temi dogodki probajo pokazati. In tisti, ki ne spremljajo nič, ne vejo nič. Tisti, ki pa spremljamo potrese, pa premike ladij, pa premike letal, pa radarske nekaj je, ni, pa neke nevihte, kako se tornadoti delajo, pa kdaj. Vse to se že dalo videti že pred časom. Sem, če ljudje ne spremljajo, odkje se je ladja, kdaj je kam premaknila, pač ne morejo vedeti. Če jim pa jaz povem, rečejo, da pa odkje imate zdaj informacije, da pač ladje niso sodišča, ne. Ja, no pa niso, ne. Pa so. Ja, pa so. In ta sovražnik se je izpostavil zdaj. Ne? To sem tudi včeraj že probal razložiti, da ta sovražnik se je včasih skrival, delal from the shadow, iz sence, iz ozadja, iz podzemlja, iz teme ven, izpod mask. Zdaj pa maske padajo, ne? Na dnevni bazi, UEFA jih deva gor, te prave maske pa padajo. In te maske, ta elita je v bistvu delovala zmeraj na način, da je imela zadnji backupiran hrbet. Nekdo je zmeraj izščitil hrbet. Zdaj pa ni več hrbta. Tudi navodila so prihajala od odzadaj do njih. Tudi vsi koraki so bili čist scenarično spisani in vse. Zdaj pa ni več branitelja hrbta. In še enkrat, v 4 mesecih ali 2 ali 3 je naša politika naredila čist nič, razen kako nas pobiti preko zakona o nalezljivih boleznih, medtem ko nam jasno postaja, da je medicina morilka in da je virus izmišljotina. Ne eden, vsi virusi, verjemite ali pa ne, pobrskajte. Če ima kdor kakršnokoli težavo, naj mi piše od spodaj zaradi mene v komentar, bom poslal materiale, kolikor jih čte. Sam boste mogli brati, ne? Ne, daj mi dokaz, pol pa, ja, saj sem videl, sam nisem prebral. To se pa ne gremo. Lahko mi pa verjamete. Ali pa ne, prebrskajte, pogooglejte malo. In ta sovražnik je začel delati gromozanske napake. Če ne opazite, žal mi je. Napake delajo na vsakem koraku. In kadar sovražnik dela napake, ga pusti primer. Naj se spotakne v lastne zanke, v lastne pasti in v lastne prevare in manipulacije. Kdor drugemu jamo koplje, je iluminat. Good. To je nekje to. Pred nami so precej nori časi, ko se bodo ovce zbudile, bo rom-pom-pom. Predvsem, ko bo denar vreden nič. Jaz mislim, da je to tam. Oziroma čakamo nek master lockdown. Kot razumem, zna biti to res jesen, bo probala kabala nas zaprt, nas bo zaprla, v isti sapi pa prileti vojska na ulice. Tako si jaz razlagam ta skupek informacij, ki so tle med nami že, težko je te datume napovedovati, redosled dogodkov je bistven. Ko bomo pa vsi zaprti, bomo pa dobili v televizijo tiste stvari, ki jih moramo dobiti. In v medije prave informacije, ne več lažnive medije, ki vrtijo, glih karčijo. Pa mi jih plačujemo, da vrtijo karčijo, a ne? Pa naj si bo to nacionalka ali pa še kakšna druga, kjer plačujete naročnino. Pa ne bom omenil imen, zaradi tega, da ne bom kočljiv. Pa nisem nobenega osrov, ne? Nacionalka pa je itak državna, ne? Duhovna vojna je tudi, kjer ljudje moramo se zbuditi iz sna in stopiti iz iluzije korak nazaj. Energetsko so stvari temnih sil že padle, mi pa padamo v neznano, predvsem v nepoznano. V tem nepoznanem tavanju, v meglici neznanega, no, saj sem mogoče jasen, boste, imam jaz napisano, vse, kar boste odkrili v neznanem, je več samega sebe. Mi sploh ne vemo, kdo smo bili. In mi se moramo spomniti, kdo smo. Včeraj sem imel en krasen razgovor s kolegico
in je rekla, veš, ta spomin se ga da pripeljati s pomočjo tega, da probate vi se spomniti unga tenstnega krompirja, ki ga je babica skuhala. Pa šipkovega čaja, kako je dišala kuhna, ko se je kuhala bela kava. Pa uno zelje, ki ga je stara mama skuhala. Koleraba, hruške, jabolka, korenje, zelje. To je naša hrana. Ne pa banane, kokos, mango, kokosovo olje. Te stvari niso za nas. In mi smo zgubili spomin tudi prek vonjav, prek okusa. Spomnite se okusa domače češpove marmelade. Ta je za vas, ne pa hibridna iz ne vem katerih eksotičnih sadežev. Ne? Dajte v tem kontekstu razmišljati spomin in mi se bomo spomnili še marsičesa drugega. Pravzaprav dajte se spomniti, kaj ste imeli kot otroci najraje. To ste vi. Pol naprej je prišla pa indoktrinacija, pa si lep, pa si fantek, pa kako imaš lepo oblekco, pa ne vem, vse sort. Tisto, kaj ste imeli kot otroci najrajš, tega se probajte spomniti za začetek. Pol bomo pa mi to akašo probali razdelati tudi nazaj v prejšnja življenja. Jaz jo še nisem, sem trdno prepričan, verjamem, da stvari funkcionirajo, da jih bomo znali prebrati svojo zgodovino in se bomo spomnili. Tudi naš spomin je bil kar ena izmed bolj napadenih stvari, pa naj si bodo to razne soli, emulgatorji in ne vem kaj dodatki, pravzaprav strupi znotraj hrane, vode in vsega, kar smo mogli dobiti. Tudi glasba. Spomnite se pesmice, ko ste objemali punco ali pa fanta. No. Probajte se spomniti, katero pesem ste poslušali, ko ste šli s fičotom na morje. Probajte se spomniti vonja tega fičota, ki je zakuhal. Tam smo mi doma, to smo mi. Ampak vi imate svoje izkušnje, jaz imam pa svoje. Zato ne obstaja ultimativni recept za vse, kaj in kako preskočiti. Lahko vplivate na hitrost prehoda ali pa na hitrost vašega duhovnega razvoja, s tem, da delate na sebi. Dokler se pa z drugimi ukvarjate, pa ne bo šlo. Ne? Pa dokler se drugi z vami ukvarjajo, tudi ne bo šlo. Zato pravim mnogokrat, izolirajte se, pejte v sebe, stran od vsega, pa pejte domov, v mamo naravo, probajte utrgati listek divjega regrada, pa ga dati v usta, čeprav mislite, da ne. Bom vam dal od spodaj še link do PDF knjige, bom dal link PDF knjiga, ki mi jo je dal informacijo eden izmed čudovitih fantov, ki sva se uspela tudi srečati. Težkih zgodb sem slišal v zadnjem mesecu ful. Hvala vsem za zaupanje. Skratka, link do knjige, ki jo je napisala jugoslovanska JNA, Prehrana v naravi. 360 strani, jaz mislim, da imate okrog sebe hrane, sam ne veste. Dovolj, da tudi vrtička ne rabite. Sam je treba prebrati, kaj je za jesti, pa kako se kaj dela. Pa da dam za primer, pri nas je Cerkniško jezero preraščeno z lokvanjem in ne vejo, kako bi se ga znebili. Ja, pemtiš, ko sem jaz najdel, da se iz korenin dela moko, pa iz cveta se dela nadomestek kave. Meni se zdi, da imam kave, pa moka že dovolj. Za izvoz, to, ki tega plevela, se reče po naše. Sam čim bom jaz začel kopati, bo prišel pa Notranjski regijski park, pa bo rekel, jo je prepovedano kopanje, samo mi lahko z bagrom kopljemo po Cerkniškem jezeru, pa pol pustimo, da ga voda preplavi, pa pol pač malo nafta, pa malo hidravlično olje je, ampak dobro, lej, pač vse zgodi, ampak Turšič ti pa lokvanja ne boš kopal. V takem svetu živimo, idiotskem, ne, varuhi voda in jaz ne vem kaj, bom jaz pokazal jim, kako se varuje voda. Pa kako se čista voda naredi, pa kako se vodo tudi oserje, to pa oni delajo, pa ne zdaj dotično oni, varuhi voda nasploh v Sloveniji. Se včasih kar malo razjezim, ne, se pa se nočem. Več sebe boste odkrili v tem neznanem prostoru. Vaš krog ljudi bi se mogel v
razveseliti vseh vaših dosežkov, vaših uspehov, vaših nadgradenj. Če se vaš krog ljudi tega ne veseli, vaših vzponov, napredkov in dosežkov, pol morate krog zamenjati. Ker ste obkroženi z narcisi, ki ne želijo, da vi kaj uspete. Sej pa njihova naloga je bila, da vas držijo, da uspete. Ne. Jasno? Jasno. Ekipca, 40 minut se mi gremo, naj povzamem sam še eno. The best is yet to come. Trust the plan. And where we go on, we go all. Adam še v slovenščino. Najboljše je pred nami, najboljše šele prihaja. Kamor gre eden, gremo vsi in nihče ne more ustaviti, kar prihaja. Tisti, ki čaka, da bomo šli nazaj, pa da bo Golob kaj rešil, pa da bomo novo vlado dobili, ki bo rešila vse probleme, pa bomo hmali tako, kot smo bili, naj mu sporočim, da ne bomo nikoli več tako, kot je bilo. Vse bo drugače in na srečo bo drugače tako, da nam bo noro lepo. Gremo v kvantni svet, v kvantno zavest, v kvantno zdravje, v kvantno tehnologijo. Mi imamo dva razvoja. Eden razvoj, ki se dogaja v zadnjem času, je duhovni razvoj, drugi je pa tehnološki razvoj. In temu tehnološkemu razvoju se reče znanost, ki deluje na osnovi preverjanj, poizkusov. Duhovnost pa deluje, raste na osnovi izkušenj. Izkušnje so lekcije, izkušnje so pridobljene z lekcijami, lekcije so pa največkrat neprijetne, one so challenge, one so izziv in vsi kot družba Slovenije in sveta smo se znašli pred izzivom. Sprejmi ali pusti. Sprejmi svet, ki te je držal 2000 let pod kontrolo, ali pa ga pusti. In ne motite sovražnika, ko dela napake. Ekipa, mislim, da sem lepo povzel, ne? Zdaj, na koncu. 41 minut, malo smo daljši, kakor ponovadi. Naj sem še dodam, da ste ful pridni. Všeč mi je, kad delite. Kar dejte, ljudje so že pripravljeni, tudi tisti, ki jim še 2 meseca nazaj niste mogli nič dopovedati. Povratne informacije imam take, da tisti zaspanci tudi se nekako prek, bom rekel, mojega načina neki najdejo. Ne se jim bat poslati, ne boste vi osrani. Bom jaz, rečete, da je Turšič kriv. Saj jaz sem itak strelovod za vsako. Kot da sem strelovod za vse pizdarije sveta. Dejte kaj pet, dejte kaj žvižgati. Vodo pite, razelektrite se, stopite v vodo, stuširajte se, plavajte v luži, ki jo najdete, ali pa v mrzli vodi, ne se bat, ne bo noben umrl. Lahko greste tudi na kakšen tečaj skakanja v mrzlo vodo. Vam pa povem že v štartu, da morate vdihati. Super, noro, že od rojstva to počnete, tako da ne padati na fore, duhovnost je v vas, ne plačujte nikomur ničesar za stvari, ki nimajo osnove, nimajo osnove, lahko se zahvalite nekomu, absolutno, po svojih najboljših močeh. Nikar pa ne padete na foro, da boste zdaj se zakačili in imeli, 3 tedne neke strašne terapije, da boste duhovno rastli. Ne tega delati. V sebi, v naravi, z vodo, s čistimi mislimi, z merom in čistimi nameni boste naredili točno to, kaj je treba. Tudi imate pomoč. Imamo pomoč. Vsem, ki ste delali pizdarije, vsem, ki ste delali grde stvari, naj povem, da vam je že odpuščeno v kvantnem svetu, vsem še vi si morate odpustiti, se pa spreobrniti. Naj povem še ta podatek, da tisti, ki je bil umazan, je že sleden, tako da počakamo do jesen pa ima vsak čas se tudi spreobrniti. A sem bil dosti jasen? Naredite, kar čete. Tudi jaz vas imam rad, ne? A vam je bilo dobro slišati, imam to boljši nov mikrofon. Uživajte. Čau.